Po 2 direktorskih mandatih v pisarni študentskih domov v Mariboru se poslavlja Lidija Divjak-Mirnik. Na minulih državnozborskih volitvah je bila izvoljena kot poslanka liste Marjana Šarca. V samostojni Sloveniji so pisarno za študentske domove vodili 3. Do leta 2005 jo je vodil Alojz Marinič, nasledil ga je Anton Ploj, ki je imel 1 direktorski mandat. Leta 2010 ga je nasledila Lidija Divjak-Mirnik, ki je delo opravljala 2 mandata. Razpis za novega direktorja so na Univerzi v Mariboru objavili prejšnji teden, zaključi pa se 20. junija. Kdaj bodo javnost seznanili z novim imenom, niso želeli razkriti, saj zadeve ne komentirajo, zagotavljajo pa, da bo izbor novega direktorja potekal v skladu s slovensko zakonodajo in pravilniki Univerze v Mariboru. Povprašali smo, kako imenovanje novega direktorja vpliva na študente v študentski organizaciji Univerze v Mariboru. Kar se tega tiče, jaz sam težko komuniciram oziroma tudi ŠOM dejansko nima nič pri tem. Na nek način nas druži ena stavba, smo sosedje. Iz tega vidika smo zelo korektno sodelovali v zadnjih projektih od čiščenja kampusov do lampijončkov, naprimer. Študenti so tudi dobili fitness na prostem, tako da te stvari, ki so zraven, kar jih mi čutimo tukaj v študentskem kampusu, moram reči, da študentom prav nič ne manjka, prav tako ne nam kot eni organizaciji, ki smo tukaj, ki živimo v samem kampusu. Kar se pa tiče samih konkretnih stvari, ki jih bodo študentski domovi morali oziroma jih bodo delali v naslednjih letih, to pa je že potem bolj delo samo njih oziroma Univerza v Mariboru. Na vprašanje, ali se po hodnikih že omenja ime novega kandidata, pa so odgovorili. Zaenkrat, če ni direktorica študentskih domov, je še vedno Lidija Divjak-Mirnik. Verjamemo pa, da ko bo vse skupaj tako daleč, da bomo se tudi z novim direktorjem, tisti, ki bo srečali in nadaljevali dobro sodelovanje še naprej. Iz pisarne študentskih domov zadeve ne komentirajo, nadejajo pa se, da bo več znanega po zaključenem razpisu za delovno mesto direktorja.